Zakaj ste vi proti? Kje vidite škodljivosti tega sprejetega zakona oziroma novele? Poglejte, nikakor me ne prepričajo argumenti nasprotnikov referenduma. Sicer ti nasprotniki govorijo, da naj bi z to novelo zakona o arhivskih gradivu bilo to tako imenovano udbovsko gradivo še bolj dostopno, da ne bi se hkrati zaščitili tudi ti osebni podatki. V isti sapi pa seveda govorijo, da gre za nek nepomemben zakon, ki pravzaprav naj ne bi bil usoden za usodo te države. Če je seveda temu tako, potem se je najbrž na mestu vprašati, zakaj je bila potrebno eno od prvih kadrovskih zamenjav, ki jih je izvedla vlada Alenke Bratušek, prav zamenjava takratnega direktorja arhiva. Če se spomnite, to je bila ena od prvih zamenjav, zamenjali so gospoda Jožeta Dežmana. Takoj po njegovi zamenjavi so pristopili k izdelavi tega spremenjenega predloga, o katerem bomo odločali na referendumu. Jaz se seveda sprašujem, ali je bil namen teh predlagateljev tega zakonskega predloga, ki je mimogrede tudi v strokovnem smislu slab in nedodelan, ali je bil namen morda zaščititi recimo take osebne podatke, kot smo jih zdaj pred kratkim lahko izvedeli. Izvedeli smo, koliko so recimo plačevali za nekega udbovskega špicla, da je v tujini delal to umazano delo za Udbov, ubijal celo. Izvedeli smo pred kratkim, da je Udba udirala v stanovanje ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. Pred kratkim, če se spomnite, so bili obelodanjeni dokumenti, kako je Udba celo v Parizu takratnemu pariškemu duhovniku Slovencev Ignacu Čretniku vdrla v stanovanje, mu ukradla žig. Jaz se sprašujem, ali so to ti osebni podatki, ki bi jih ti snovalci tega zakona želeli zaščititi. Seveda, po mojem mnenju, ti podatki ne morejo biti, prikriti, zaščiteni ali kakorkoli. Ti podatki so tisti podatki, ki morajo priti na dan, na svetlo, če hočete. Zato menim, da pri tem referendumu pravzaprav ne gre za nek navaden referendum o neki zakonski materiji, ki nam jo ponujajo. Gre pravzaprav za nekaj več. Gre za, jaz bi rekel temu, referendum o resnici. Resnica, verjamem, je lahko za marsikoga neprijetna, za nekatere tudi boleča, ampak resnica je tisti temelj, bi rekel, ki lahko spravi ta narod, lahko pripelje do sprave. Sprava pa je seveda pogoj, da lahko potem, bi rekel, bolj složno ali pa v večjem številu pristopimo k reševanju problemov v sedanjosti in pa v prihodnosti, ki se bodo seveda pojavili. Zaradi tega je moje mnenje tukaj popolnoma jasno. Jaz pozivam tudi vse državljanke in državljane, da ne se udeležijo tega referenduma in množično zavrnejo ta vladni predlog. Veliko ljudi, mogoče predvsem starejših, očita drugim ali pa mlajšim generacijam, da ni smiselno se ukvarjati z vprašanji preteklosti, da je treba gledati samo v prihodnost. A se vam zdi, da je kakšna povezava s preteklostjo in sposobnostjo nekega normalnega življenja v sedanjosti in prihodnosti? Zagotovo, poglejte, zagotovo, da lahko normalno zaživimo v sedanjosti in prihodnosti, je potrebno urediti preteklost. To je neizpodbitno dejstvo. Če vi pogledate Poljake, Čehe, ki so za to preteklostjo razčistili, izvedli tudi ilustracijo. Poglejte, kje so danes, kje so bili 90. leta, kakšne so bile naše štartne pozicije, kakšne so bile njihove. In to je posledica razčiščene preteklosti. Poleg tega, tam so ljudje sedaj danes veliko bolj enotni, kot so pa pri nas, ravno zaradi te razčiščene preteklosti. In to je temelj vsega, da se tudi pri nas ta stvar dogodi. Če do tega bo slej ko prej moralo priti.
pa če se nekateri še tako trudijo, da ne bi do tega prišlo, ampak do tega bo prišlo, slej ko prej, to sem prepričan.